Naša ekipa je naredila izdelek KoolSchool. To je predalnik, ki je povezan preko Bluetootha z aplikacijo. In aplikacija nas zjutraj spomni, kdaj moramo iti v šolo, da jo ne zamudimo. In v aplikacijo vnašamo urnike oziroma spremembe urnika, da nam zjutraj, ko pritisnemo gumb na telefonu, nam na predalniku zagorijo lučke pri tistih predmetih, katerih imamo tisti dan. Predalnik rešuje, da imamo pospravljen delovni prostor, torej da pospravljamo zvezke v vsak prostor, ko pridemo domov, jih iz torbe zložimo noter, torej ne stavimo zvezkov na kup in jih potem zjutraj iščemo ta prav zvezek za dati v torbo, ali pa ko imamo za napisati domačo nalogo, da ne brskamo po predalu ali pa po kupu zvezkov. Za dodatne opcije bi pa v torbo vgradili bralnik čipov in na vsakem zvezku bi bil posebej čip, kakor je na primer v knjižnici na knjigah. Torej, da ko bi dali zvezek v torbo, da bi nam zaznalo, da je ta zvezek res v torbi in da slučajno res ne bi pozabili kakega zvezka vzeti s sabo. Z našo ekipo smo ustvarjali samokolnico po imenu EasyRide. Ta samokolnica se od drugih samokolnic razlikuje tako, da ima 2 kolesi, zavore in elektromotor. Te stvari rešujejo probleme, kot so prevračanje, težko potiskanje v klanec in zaviranje po klancu navzdol. Ideja za našo samokolnico je nastala, ko smo nekega dne videli starejšega gospoda, ki bo klancu navzgor ni upal premakniti svoje samokolnice. Stekli smo mu pomagati in takrat smo ugotovili, da imajo ljudje zagotovo veliko težav s svojimi samokolnicami. Najprej smo se v podjetniški eksperiment vključili za šalo, ampak takoj nam je vsem postalo zanimivo. Zato smo po nekaj sporih se naučili timskega dela in začeli sodelovati in naša ideja je napredovala. Sprva je naša ideja bila navadna samokolnica z montizerji, ampak takoj smo ugotovili, da ta ideja ni dobra, ker bi samo ovirala peljanje. Mentor Jernej je bil glavni razlog, da smo vsi z veseljem hodili na podjetniški eksperiment v popoldanskem času, ko bi raje ležali na kavču in gledali televizijo. Please listen carefully. Naš problem je iskanje stvari na kavču, na primer daljinec, telefon in podobno. Mi smo ta problem rešili tako, da smo ideji dodali žepke. Ideja je nastala znotraj podjetniškega krožka in sicer ustvarili smo jo jaz in moje prijateljice. Naš projekt smo že testirali na trgu, se pravi, da smo dosti ljudi vprašali, če bi ta izdelek kupilo. Naš mentor Dani pa nas je že povezal s podjetjem Zutovel, s katerim smo se že pogovarjali o stroških. In podjetje je bilo tako navdušeno nad našo idejo, so rekli, da bodo pokrili stroške prvih 100 kosov. Na podjetniškem krožku smo tudi prvič izvedli za platformo Kickstarter, ki nam je bila zelo všeč in potem smo naš produkt prilagodili tako, da lahko gremo tudi mi na Kickstarter.